Danes se bom o usodi, duši, duhovnosti, astrologiji, o tem, ali ima svojega osebnega svetovalca ali svetovalko, pogovarjala z v prvi vrsti pisateljico in pa seveda aktualno predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Urška je pa verjetno malo bolj povezana z nebom, za kanček bolj kot z zemljo. To ne pomeni, da me stvari ne prizadanejo ali pa da se kdaj tudi ne zlomim. Niso vse družbene norme take, da se jim je treba upirati, ne. Pa težko bi se opredelila, no, z čim je bolj povezana, ne, ker vseeno je gozdna ženska, to se pravi ženska, ki stoji trdno na tleh, leži na tleh, pogovarja se pa z nebom, z luno. Tako da bi rekla, da je ženska obeh svetov. Urška je pa verjetno malo bolj povezana z nebom, za kanček bolj kot z zemljo, ker ni tako prizemljena, kot si bila, no. Vseeno je malo preveč čustvena, da bi jo lahko postavila trdno na zemljo. V bistvu se obračam v nebo skoraj vsak dan. Zakaj? Zato, ker mu sporočam svoje želje, svoja upanja, svoje razmišljanja, ker bi si želela, da se kaj uresniči od tega, kar mu sporočam, ali pa da mi pošlje nazaj kakšno spodbudno besedo. Upanje. Upanje na boljšo prihodnost, na lepšo prihodnost. Ne. Zaenkrat še ne. Ja, jaz bi rekla, da sem notranja močna ženska, samo to ne pomeni, da me stvari ne prizadanejo ali pa da se kdaj tudi ne zlomim. Me prizadanejo in se zlomim, ampak se vedno poberem in grem naprej. Traja pa nekaj časa. Tudi jaz se upiram tistim družbenim normam, ki me nekako ovirajo ali pa se počutim ukleščena. Tam se zagotovo upiram. Niso vse družbene norme take, da se jim je treba upirati, ne. Nekatere moramo imeti in je prav, da jih imamo, zato da lahko živimo skupaj v neki slogi, relativni slogi, ne. Tako da to ni nekaj slabega. So pa družbene norme, oziroma se pa družbene norme morajo s časom spreminjati, ne, ker se naše življenje spreminja, naše razmišljanje se spreminja, naš duhovni svet se spreminja in zato se naj bi temu prilagajale tudi družbene norme, ne. Zdaj, če recimo rečemo, da so družbene norme tudi del prava, ne, ker niso vse pravo, ampak pravo pa je del družbenih norm, ne. Tudi pravo se v zahodnem svetu prilagaja življenju, ne. Pravo nastaja zaradi novih življenjskih situacij. Tako da družbene norme ne smejo ostati nekako ukleščene v času, ampak morajo iti z razvojem človekove misli, človekovega razmišljanja, človekove duhovnosti, morajo iti naprej. In če zaostajajo, se mi počutimo ukleščene. Nimam še te sposobnosti, ne, da sem čisto iskrena, nimam te sposobnosti. Upam, da jo bom morda nekoč imela, ko bom morda bolj poslušala sebe. Ker še vedno se zavedam, da morda premalo poslušam sebe ali pa se premalo slišim. Imam močno intuicijo, ravnam nekako po svoji intuiciji, še vedno so pa moje odločitve zelo razumske.
Zdaj, kaj je bolj prav, ne? Da so odločitve čustvene ali da so odločitve razumske? Ali da so nekako odločitve rezultat obojega, ne? V knjigah svojih vedno pišem, da tam, kamor te vodi srce, tista pot je prava. To se pravi, čustvene odločitve so bolj prav, ne? Nam bolj ustrezajo. Ampak vseeno potrebujemo pa zraven še razum, da ne zapademo v prevelike čustvene stiske morda, no. Ker živimo v svetu družbenih norm in mi, če poslušamo samo sebe, svoja čustva, svoje srce, lahko presežemo te norme in se znajdemo potem v stiski, lahko veliki stiski, ne. Včasih mora razum še malo pomagati. Je pa res, da jaz sem bolj nagnjena k temu, da poslušam svoje srce kot pa razum. Ja, bolj kot ne v nekem konstantnem trpljenju. Zato, ker če si drugačen od ostalih, ki so enaki, je tvoje življenje ena bolečina, bolj kot ne, ne. Ker veš, da bo mirnejše tvoje življenje, če se boš prilagodil, ne bo pa srečno, ne boš izpolnil samega sebe. Ali mogoče tako rečeno, da če se boš prilagodil, bo na zunaj veliko bolj mirno, na znotri, ne, pa nemirno, če se pa ne boš prilagodil, bo pa ravno obratno. Kaj je duša? Duša je tvoja bit. Duša je tvoja notranja moč. Duša je tvoj jaz, pravzaprav, no. To, kar si. Tvoja esenca, tvoj vonj, tvoj duh, tvoj način razmišljanja, tvoje vrednote, tvoja verovanja. To je duša. V življenju sem si želela iti enkrat v Montano in na enem ranču pač jahati konje kot ena kavbojka in sem to storila. In potem sem si želela plavati z divjimi delfini in sem tudi to storila, ne, na Azorskih otokih. Tako da sem potem to nekako združila, ne, in sem rekla, no, saj ta veličastnost in čutnost in duhovnost je v konju. Neka nežnost in elegantnost je pa v delfinu, ne, sem to pa malo združila, ne. Morskega konjička, tako moj prvi tatu je bil morski konjiček. Ampak težko bi zdaj izbrala, ne, žival, ki bi rekla, da je moja. Kar vse so moje na nek način. Ustvarjene so bile vse takšne, kot so bile in jih kar težko malo ločujem, ne. Ja, volk, recimo, no, da je pa zdajle v tem obdobju je volk ena taka, ker imam tudi tatu volka, ne, tudi to imam, ena taka žival, ki me pritegnila, no. Mogoče večkrat, kot si mislite. A usodna je samo ena. Ja, potem jo pa še ni morda, no, ne vem, kakšna usoda te potem čaka, če je usodna, ne. Tako da, ne vem, verjetno ne še.